Pozdravljeni v novi epizodi podcasta NCC vam pove, tokrat v družbi akademskega glasbenika in pevca Boštjana Korošca. Aha, zato si moral povedati svojo izobrazbo. Lep pozdrav, veselje. Najprej hvala, da si naš gost. Z veseljem. V NCC-ju že kar nekaj časa sodelujemo. Res je. Nikoli pa, da bi se tako dol usedli pa spoznali Boštjana Korošca tudi osebno. Glasba je tvoja primarna ljubezen, ne? Ja, je moja ljubezen bila najprej, ampak je pa tudi zdaj postal poklic že vrsto let, tako da eno z drugim povezano. Odkot pa ta ljubezen? Tudi starši, starši, odkot? Ja, pa dejansko nismo nekako glasbena družina, ampak ne vem, tam v tistih najstniških letih pa to, ko smo dali skozi glasbene šole, pa to, kar je bilo treba vaditi, sem se našel v nekih rockerskih bendih, tako entuzijastično, ne, zdaj bomo mi zvezde, bomo ne vem kaj vse, ampak se je to zelo hitro prevrglo v eno ljubezen do tega, v neko, recimo temu, izobraževanje v vseh teh inštitucijah, ki obstajajo v Sloveniji, tako da ja, potem postopoma prišli do tega, da je to postal moj poklic. Koliko glasbil pa igraš? Jaz nisem ravno inštrumentalist, da igram ne vem kaj, igram klavir, kitaro, tako vse, kar je treba pomalem, ampak moja prvotna stvar, za katero sem se iz šole, pač poklic pevca in posledično tudi pač pedagoga, vokalnega vocal coacha, delal sem tudi specializacijo v Združenih državah, tako da imam tudi ta naziv strokovni. No, super. Pa zdaj, ko si omenil Združene države, kak je pa? Lahko narediš primerjavo med slovenskimi pa ameriškimi nadobudnimi mladimi pevci? Ja, zdaj ameriški trg je dejansko tukaj večji, pa tukaj se dogaja na veliki bazi, da že ta pristop je drugačen, seveda, ne. Tudi kultura je druga, se pravi, da ni mogoče imitiramo njihovo glasbo, ne, kjer jo pač poslušamo skozi desetletje že, oni pa nekako je to njihova domača glasba, tudi ta jezik njim je njihov materni jezik, kar seveda pri nas ni, in je cel kup enih faktorjev, ki so seveda povezani drugačni, plus tega, da je pri njih že iz najnižjega, iz šol že ustvarjajo v tem okolju, v tej glasbi, mi pa dejansko ne. Pa veliko včasih je komentarjev, da slovenščina ni najbolj spevni jezik. Kako bi pa ti? Ja, slovenščina sigurno je malo bolj trd jezik, že samo v primerjavi z italijanščino. Italijanščina ima ogromno vokalov, dolgih, slovenščina je bolj razsekana, ampak mislim, da to ni pravilo, da se potem ne bi mogli v slovenščini ustvarjati, ker tudi imamo odlične skladbe v slovenščini, čudovite tekste, kvalitetne tekste. Mislim, da je to pač odvisno od pesnika, od skladatelja, od vsega posameznika, kako pač se znajde v katerem mediju, to je dejansko en medij. In to tvojo ljubezen si prenesel tudi naprej na mlade, ker na koncu lahko rečemo, da si tudi mentor mladim, ker jih tako vzgajaš in tudi imaš projekte, ki jih... Ja, res je, ogromno delamo z mladimi, ne samo sicer z mladimi, zdaj v tem pač mojem studiu, Vocal Vocal Studio, s katerim sodelujemo tudi z Mladinskim centrom ogromno, je skozi leta prišlo do tega, da je pač se začelo to vedno bolj in bolj razvijati. Tu pač moram povedati, da res ne delamo samo z mladimi, delamo z vsemi generacijami, tu delamo ogromno s profesionalci. Je pa tako, jaz ko sem tle končal te klasične izobrazbe, akademijo za glasbo, pa glasbeno pedagogiko, pa vse te stvari, sem pač videl, da to pri moderni glasbi, recimo, lahko si pomagam samo do določene stopnje, da ta znanja pač je treba še pridobiti, in zato sem šel tudi pač čez lužo, kako radi rečemo, Združene države, pa prešel v Anglijo, pa vse pa so druge, si nabrati te izkušnje prav tam, ko je. In dejansko, potem, ko sem prišel nazaj, sem začel to boljše razvijati studio, zato ker želim mladim ponuditi vse tisto, kar jaz nisem imel, ko sem bil v njihovih letih, da sem pač moral iti po svetu, iskati ta znanja, tako da je to bil glavni faktor, zakaj z mladimi. Mladi so pa vedno boljši, ker tudi vedno mlajši začenjajo se ukvarjati s temi stvarmi. Če smo se mi začeli, ne vem, v najstniških letih, v mojem primeru tam pri 14-15 recimo, pa potem se zdaj začnejo z 8-9 že ukvarjati s petjem zabavne glasbe, kot radi rečemo, kar prej ni bil tak, recimo. Pa lahko nekoga, ko nima posluha, po kopalnici prepeva, ko mu duša veleva, naučiš.
Jaz pravim tako, vsi ne bomo šli na olimpijske igre, pa vsi ne bomo svetovni prvaki, ampak vsak se pa lahko nauči določene stvari. Pri petju ljudje imamo dostikrat napačno predstavo, kaj to je. Nekaj je posluh, ki nam je pač da narava, Bog ali kakorkoli pač verjamemo. Nekaj so potem pridobljena znanja. In nekdo, ki je zelo talentiran za nekaj, bo super nogometaš. Nekdo, ki je talentiran za petje, bo pa lahko izvrsten pevec. Nekdo, ki pač ni toliko talentiran za nogomet, bo vseeno lahko igral na domačem dvorišču. Nekdo, ki pač ni toliko talentiran za petje, pa vseeno lahko tušim poje. Vsi se lahko nekaj naučimo, je pa zelo odvisno, do kje to razvijamo, koliko nam je pač dano že tako, ampak na tej stopnji, s katero se mi ukvarjamo, gre bolj za to, da je nekdo zelo, zelo talentiran ali pa je nekdo malo manj talentiran. In ponavadi tisti, ki so zelo, zelo talentirani, niso tako pridni za delo, kot tisti, ki so mogoče malo manj talentirani. In se pa dostikrat zgodi, da po določenem času tisti, ki so malo manj talentirani, pa mnogo bolj pridni, zavajajo in vse ostalo, so dosti bolj uspešni in dostikrat prehitijo tisti, ki so... motivacijo, več energije, prehitijo dejansko tudi tiste, ki so mogoče, ki jim narava da. Tako v smislu pregovor, vaja dela mojstra vesela. Absolutno. In pa mojster dela vaje tudi. In tudi to, ja. Vse smeri. Saj brez izkušenj tudi ne moreš naprej predati in ne moreš ponotranjiti in prevzeti. Absolutno. Pa mogoče za tiste, ko mogoče ne poznajo tvoj studio ali pa MCC, imamo že nekaj let skupaj projekt, Open Mic. Malo več povej, no? To je eden izmed projektov, ki jih izvajamo. Open Mic je dejansko, po slovensko bi bilo to odprti mikrofon. Mislim, da je že zdaj letos 3. sezona, se je iztekla dejansko, prek konec šolskega leta. To je dejansko projekt, osnovna ideja je ta, da vsak, ki si želi zapeti nekaj, ki je napisal svojo pesem ali pa pesem, ne vem, tujega avtorja, lahko pride v mladinski center ob četrtih, vsak tretji četrtek v mesecu, ali pa zdaj, ko so bile druge razmere na 2 meseca ali pa na 3, v kavarno, pove, kaj bo zapel, pianist iz našega studia ga v živo spremlja in se predstavi publiki. In to je odličen prostor, ne? Odličen za kogarkoli, da lahko to ima. In tako si rekel, najverjetno tovrstnih priložnosti 10-15 let mogoče ni bilo. Dejansko tega ni bilo. Včasih so bile nekaj pokaži, kaj znaš, pa takšne stvari še dolga leta nazaj, ampak mogoče ni nihče to izvajal na ta način, kot mi zdaj izvajamo, mladinski center. In naš studio, da je to res organizirano, da gremo tudi v reklamo, da potem tudi se naredijo fotografije, posnetki in da dejansko to nekako živi. Odzivi so odlični, kot mi vemo, ostali še me pridejo pogledat, vedno je ogromno nastopajočih vseh starosti, ampak vedno še apeliramo na vse, pridite se pokazati, pridite zapeti, pridite premagati tisto prvo tremo, začetno karkoli, kar se marsikaj da narediti. Jaz prvi korak je ponad vedno najtežji, počasi pod odrskimi lučmi, tudi če so malo manjši zrbi kot v naši kavarni, sploh kaj pa ta velike odrske scene in luči. Po mojih izkušnjah je lažje stati pred 1000 in več ljudmi kot pred 50. Ker potem tam, sicer jaz sem tak tip, kako bi rekel, umetnika, performerja, da tudi če 1000 ljudi vidim vse obraze in vidim, kaj ljudje počnejo. Nekateri pravijo, da potem ne vidijo nič, da v eni sobi, kjer je pač 10, 20, 30, 50 ljudi vidijo, kaj se dogaja, in jih je strah. Če je pa velik odre, pa potem v bistvu je to postane neka množica in potem... Svoj svet. Čist drugo. In evo, tu mi imamo priložnost, da si v naših prostorih občasno vadiš, ker tudi imaš mlade, ki pripravljajo svoje predstave. Res je. Skozi to ukvarjanje z muzikalom, s katerim se ukvarjam že ne vem koliko let, smo prišli tudi do tega, da smo leta 2007 začeli z mednarodno poletno delavnico, namenjeno izključno muziklu. Dejansko je to delavnica, ki je edina tovrstna v Sloveniji in tudi v širši okolici. Seveda smo tudi mentori, ki smo tle tudi bili po podobnih izobraževanjih v tujini. In jaz lahko povem, da tudi v Londonu, ki je pač zibelka tega evropskega muzikla in tudi svetovnega, niso delavnice tukaj dostopne, kot je ta naša, ker so tudi finančno zelo, zelo drage.
In tudi mogoče, zdaj moje skromno mnenje, pa zdaj ne bom nas hvalil, ampak dejansko mi ponudimo mnogo več, kot ponudijo to vrstne izobraževanje v tujini. Je res, da vsak, ki se ukvarja z musicalom, bi bilo dobro, da gre ali na West End, se pravi v London pogledati, ali na Broadway v New York pogledati, kako se to tem rečem streže. Ampak jaz se držim tega, da najprej treba doma izčrpati vse resurse, kaj ti lahko ponudijo, potem pa iti v tujino, ker ni vedno v tujini vse zlato, kar se sveti. In tudi boljše po kvaliteti. Absolutno. Ta dva, ko sem omenil, seveda London pa Broadway, izstopata po svoji kvaliteti. Seveda v Evropi, tudi Berlin, še eno veliko središče za musical, pa tako, tudi Italija je dosti močna, ampak mogoče mlajšim je bolj blizu angleščina, zato tudi bolj. Ne. In tako, ko si me prej vprašal, 2007 smo začeli s temi delavnicami in zdaj, potem nekaj časa smo se malo selili, zdaj smo pa že kar nekaj let tudi tle v Mladinskem centru, letos je že 14. zapored, kar ni malo, ni malo. Vedno tudi zaključimo z mehno turnejo, ki smo imeli celo, bomo po sili ali pa po sreči imeli 4 predstave, ker smo pač omejeni glede na trenutno situacijo v svetu. Ne. Tako da ja, pravimo super predstavo, ob zaključku bomo to pokazali staršem in vsem ostalim, ki bojo želeli. Tako da to traja cel teden in mi imamo res to srečo tudi pohodnikov slišimo. Ja, upam, da že ne priseda, ker dejansko poslušati skozi eno in isto, včasih tudi malo nadležno, tega se zavedamo, ampak drugače ne. Za naše neuke ušesa zveni odlično, tako da ti pa kot perfekcionist pa to veš, kaj iščeš, je pa vedno res da, ne? Vaja, ponovitev in izboljšava. Mi dejansko stremimo k temu, da je vse čim boljše, ampak se moramo zavedati, da je to vseeno delavnica, ne? Da ni pa zdaj, pa če ni perfektno, pa je karkoli narobe. To, ko sem že prej omenil, nekdo začne na tej stopnički, pa zraste do sem, nekdo pa že začne na tej stopnički, pa zraste sem, ampak... Sigurno se vsi veselijo te končne. Absolutno. Tudi to zadnje nismo imeli težavo s tem, zaradi teh novih ukrepov, ali bo lahko ali ne. In smo tudi z vašo pomočjo in z nasveti pripeljali tega, da predstave boje. Pač bomo upoštevali vse ukrepe, se držali, ampak otrokom, se pravi otrokom, starejšim otrokom, vsem udeležencem ne bomo jih prikrajšali za to izkušnjo nastopati. In to je pomembno, da potem skozi vas trud res uživajo tisti trenutek. V življenju skozi leta človek spozna, da zelo malo stvari je, ki so res pomembne. Ena izmed stvari, ki je zelo pomembna, je to, da lahko srečaš druge ljudi in da se ljudje po tvoji družbi ali pa po tvoji zaslugi dobro počutijo in da odnesejo nekaj tega. To je vsaj po moje ena poglavitnih stvari v življenju. In ki si velik kreativec, sigurno imaš neke tudi plane za prihodnje, že imaš kakšne ideje, kaj bi še mogoče nadgradil ali pa čisto drugo smer? Sigurno, mi ves čas razvijamo. Zdaj ponavadi je bilo tako, da če bi me lansko leto vprašali za naslednjo leto, v tem času bi že imel vse razdelano. Leto žal to nimamo, ker to ni mogoče, ampak bomo se držali naprej. Seveda sigurno bomo nadaljevali z odprtim mikrofonom, open micom. Imamo cel kup svojih nastopov, svojih produkcij. Načrtuje so bile neke predstave, ki so zdaj seveda na stand-byju, ker pač jih nimamo kje izvajati. Se pravi, jaz tudi sodelujem z drugimi gledališči po Sloveniji, Špas teatrom. Vsi so trenutno v težavah, kjer pač predstav ni. Nekatere predstave, ki so bile bukirane za september, oktober, zdaj, ko se je predstavilo, so se zdaj prebukirale za 2021. Tako da težko je karkoli govoriti. Negotova situacija. Sigurno negotova situacija, ampak mi delamo naprej, pač delamo na manjši bazi, z manjšim številom obiskovalcev, ampak ne damo se. Sigurno predstave, koncerti, delavnice, izobraževanja, tako kot ste tudi vi začeli, mi že vrsto let delamo razne video izdelke, mehne coverje, mehne videe, tako da ves čas nekaj se dogaja. Super, in kdorkoli ima željo, da se od Boštjana nauči, da mu Boštjan je mentor, vedno si odprt, kadarkoli lahko, kje te najdejo, malo PR-ja naredi. Res je, zdaj
v teh letih, kar Vokal Bika Studio obstaja pod tem imenom, letos je 10. obletnica dejansko, kar smo tudi imeli v načrtu, eno večjo prireditev, ki pa žal nismo mogli izpeljati, nisem več sam. Za mano je kar velika ekipa ljudi. Jaz sem začel nekako leta 2005, se mi zdi, s tem se bolj ukvarjati, se pravi, da je vse skupaj zdaj že 15 let, 10 let pa pod tem imenom. Trenutno nas je že 6 mentorjev za petje, tudi ena ekipa čistmedicov, ki podpira vse to, tudi ekipa inštrumentalistov, tako da naša ekipa kar raste, nas je kar veliko, tudi članov imamo že ogromno. Člani so vedno novi, dobrodošli, kot smo rekli, želimo nuditi znanje, želimo nuditi izkušnje, izobraževanje, ali pa tudi mogoče samo pomagati pri idejah, razvijati, dati kakšen nasvet. Se pravi, vse to, kar sem jaz iskal po svetu in dejansko porabil ogromno časa in tudi denarja je tu zdaj v lokalnem okolju za dejansko samo to, da se mora posameznik odločiti, kaj želi, pa k temu se pristopiti, pa v bistvu se s tem. In tudi lokalne organizacije, vedno si odprt za kakršnokoli sodelovanje, tudi naše, tvoje strani, tako da vedno pristopiš, ali je to kulturna točka v okviru kakega drugega. Absolutno. Se pravim, jaz verjamem, da je treba z lokalno skupnostjo, kjer živiš, sodelovati, ker sam skupaj lahko se razvijamo, smo močni, vse te neke zgodbe, kdo bo najboljši in za to ni časa in prostora, to ne sploh. Odpiramo drug drugega skupaj boljši. Absolutno na vseh področjih. Zdaj me pa še čisto osebno zanima, kaj pa ti privat poslušaš? Jaz dostakrat privat poslušam tišino, tako da včasih se tudi žena pohecava, ko je doma malo tišine, ko gre tam mali spat, je tudi kak je tišina, lepa glasba. Dejansko se pa potem vedno vračaš nazaj tisto, kar si poslušal, ko si bil mlajši, vedno se pojavijo ti neki bendi, tudi resna glasba, klasična glasba, tudi vse novitete. Sem pa zelo hvaležen tudi na ta aspekt svojega poklica, da ko pride ena, ne vem, 12-letnica, 14, 17 ali pa 17-letnik k meni v studio, pa mi reče, jaz pa tole poslušam, pa mi prinese nek čist nov rockerski band, nek čist nov dance, pevec, rapper, karkoli. In na ta način sem ves čas toliko spoznal in alternativno glasbo, in mainstream, in dejansko že včasih sam sebe presenetim, da res, ko slišim na radiju, večinoma vse vem, kaj je, od starejše glasbe in od mlajše. Je pa res, da nismo vsak dan mlajši in se potem zasačem čaši, ko rečem, veš, dober pevec Freddie Mercury, Axl Rose, ali pa kdo iz te generacije mojih, pa reče, kaj pa ne vem, Kristina Aguilera, ja kdo pa zdaj, pa je čist Billie Eilish, čist neko novo ime, kdorkoli, da si pa predstavljaš, aha, tu smo. Vsi mladi, vsaka mlada generacija ima svoje idole, koliko smo jih imeli, koliko so jih imeli naši starši, tako so jih imeli naši starši, tako da je treba iti s tokom, to je to. In uspavanke si tudi naštudiral? Absolutno. Ena dobra stvar, katero sicer nisem maral sicer ni ti pomembno, ampak jaz sem pač študiral na 2 fakultetah, ko sem študiral v Mariboru na pedagoški fakulteti, je bilo treba znati, mislim, da za izpit nekih 200 otroških ljudskih pesmic, to je bilo tisto, da si dobil kljubico, da si lahko šel na izpit in zdaj pride to zelo prav. Tako da sicer naš Tamali nima tukrat te otroške pesmice, ampak že kaj bolj drugega zanima, ampak pride absolutno prav. Super. Še bi kaj podelil, še kaj povema? Jaz bi sigurno povedal, da sem zelo počaščen, zelo tudi ponosen in vesel, da imam tako dobre kolege v Mladinskem centru Celje, ki vedno priskočijo, prisluhnejo, če se le da, z kakršnokoli noro idejo, ki se jo spomnim, ali pa tudi ne tako noro, in bi res pohvalil celo vašo ekipo na vseh področjih. Mislim, da sem
en od Celjanov, ki ne samo ta tim, ki ste sedaj poznali, ampak poznaš že tudi vse odprej, celo kot čist najstnik sem že nastopil, mislim, da je bilo prvič otvoritev mladinskega centra pred mnogimi leti, takrat je bil še en drug klub v Celju, ki je bil tudi zelo popularen, ampak se mi tudi zdi, da ta ekipa, ki je zdaj, je res prinesla eno svežino in sem tudi, tako sem rekel, počaščen in ponosen, da so resno, da so nam vrata odprta in da tudi dobro sodelujemo. Vedno. Evo, ne bi mogla bolj zaključiti podcast, tako da te eno super pohvalo, hvala Boštjan in za pohvalo in za vse, kar ti delaš in prispevaš lokalni skupnosti, mladim oziroma celotni generaciji, ki sodeluje s tabo. Hvala še enkrat in hvala tudi vam in se vidimo v naslednjem podcastu.